Pomemben prispevek k doseganju ciljev Evropskega energetskega paketa do leta 2020 predstavlja tudi aktivna vloga občin. Na 4. srečanju v Centru energetskih rešitev so strokovnjaki analizirali energetsko učinkovitost slovenskih občin. Podrobnejši pregled stanja prikazuje tudi knjiga, ki je nastala pod okriljem energetike.net. Za doseganje energetske učinkovitosti v slovenskih lokalnih skupnostih so gostje omizja izpostavili tudi pomen energetsko učinkovitega javnega naročanja. Kot glavno oviro za njegovo slabo izvajanje v praksi vidijo predvsem nepoznavanje samega postopka. Pri nas je v bistvu dosti pogosto se dejansko, ko vidimo, da je postopek bolj zahteven, kot je navadno javno naročanje, potem se ustrašimo in rečemo, jaz se ne upam se peljati, ne upam iti naprej in je potem pride do tega, da se stvari ne izvajajo. Ko se pripravljajo izhodišča za strategijo Slovenije, je Urad za makroekonomske analize zapisal, da letno porabimo okrog 5% družbenega bruto proizvoda za goriva. To je približno 1,8 milijarde evrov. Vemo pa, da na enoto družbenega proizvoda porabimo 54% več od povprečja. Skratka, če bi dosegali povprečje, pomeni zmanjšali za 1/3 porabo goriva, bi prihranili 600 milijonov evrov letno. Vsako leto 600 milijonov in če vemo, da zdaj država mrzlično išče okrog 400 milijonov, mi pa vsako leto 600 milijonov dobesedno pokurimo, spremenimo v dim, so koraki do tega denarja očitni. Kot je še povedal Marinček, številne občine evropskih držav, pa tudi nekatere slovenske, v trajnostni energetiki prepoznavajo razvojno in poslovno priložnost. V dejanjanju tega služi tudi projekt 100% samozadostne skupnosti iz OVE. Občine se osredotočajo na varčno in učinkovito rabo energije, ki si jo v čim večji meri prizadevajo zagotoviti iz obnovljivih virov v lastnem okolju. Kot nadgradnja projekta na evropski ravni poteka tekmovanje Lige prvakov iz OVE. Pridružujejo pa se mu tudi občine iz Slovenije s pomočjo tradicionalnega tekmovanja En občina, ki ga pripravlja energetika.net. Kje so glavni poudarki, ko izbirate zmagovalce natečaja En občina? Predvsem dajemo velik poudarek akcijskemu načrtu občin, se pravi tudi tiste občine, ki mogoče še nimajo izvedenih konkretnih ukrepov na področju energetske učinkovitosti, se lahko prijavijo natečaje, imajo veliko možnosti za izbiro, če imajo akcijske načrte. Torej, kaj morajo narediti, imajo se pravi narejeno neko analizo rabe v svoji občini, vedo, kaj morajo, da bo prišli do tistih ciljev, ki smo si jih zastavili, oziroma ki si jih je Evropa zastavila in katerih Evropa brez občin nikakor ne bo dosegla. Koliko časa že peljete ta projekt, se pravi, kdaj ste začeli in pa kakšna spoznanja so skozi ta čas prišla? Letos imamo 4. natečaj En občina. Spoznanja so predvsem ta, da tiste občine, ki so se prijavljale, ki so bile mogoče že nagrajene, še bolj aktivno delajo, se hoče še bolj dokazati, kar je pozitivno. Ravno zaradi tega smo tudi naredili v bistvu predlani prvič nekakšno omejitev, da občine, ki so v zadnjih 2 letih zmagovale, se 2 leti ne morejo prijaviti na natečaj. Zaradi tega, da upogumimo na ta način še ostale občine, ki mogoče nimajo še teh rezultatov, bi jih pa mogoče prav s to spodbudo pa lahko dosegle. Naziv zmagovalke letošnjega natečaja En občina 2012 za energetsko najbolj učinkovito občino v Sloveniji je prejela občina Šentrupert. Po besedah dr. Kovačiča gradi občina svojo podobo na lesu, trajnostnem turizmu in zdravem okolju za občane. Z vzvodom zelenega javnega naročanja so v občini zgradili prvi povsem leseni nizkoenergetski vrtec v Sloveniji. Novi pristopi razmišljanja v smeri zelenega javnega naročanja dosegajo na področju primarne energije letne prihranke v višini 320 milijonov evrov. Tako kot je pokaže že lokalni energetski koncept, se večina občine ogreva na fosilna goriva in na drva, s tem, da so peči v dokaj slabem stanju oziroma je slab izkoristek. Naša vizija je, da tako občino Šentrupert kot posamezna naselja ogrevamo na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Tukaj so možni prihranki, poleg tega pa tudi energent iz lokalnega, iz domačega okolja. Pomembnost ogrevanja naravnih materialov na področju energetske sanacije stavb je izpostavil tudi Rajko Leban iz goriške lokalne agencije Nova Gorica. V predstavitvi dobrih praks zelenega javnega naročanja na območju primorske regije je poudaril tudi vidik stroškov in njihov pomen skozi ekonomsko in življenjsko dobo investicije v 15 letih.
primer dobre prakse fotovoltaike na protihrupni ograji na nekem degradiranem območju avtoceste v Vrtojbi, v občini Šempeter Vrtojba. Tam smo spakirali v bistvu v smislu zelenega javnega naročanja razpis za prodajo in nakup električne energije, ker občina na eni strani jo prodaja, na drugi strani jo pa rabi, recimo za javno razsvetljavo. In zanimivo je, da s to fotovoltaiko občina pokrije več kot četrtino potreb za javno razsvetljavo. Za izboljšanje energetske učinkovitosti slovenskih občin so gostje dogodka navedli kot obvezno tudi vzpostavitev energetskega knjigovodstva in certificiranja stavb. Posledično zato potrebujemo neodvisno institucionalno in investicijsko dokumentacijo. Na področju naravnih virov so si bili enotni, da Slovenci še vedno premalo izkoriščamo les in možnosti sonca za ogrevanje sanitarne vode. Na pomembnosti pridobiva tudi fotovoltaika, ki je letošnje leto prispevala 2% vse porabljene energije, medtem ko pred 4 leti še ni prispevala ničesar.